Dober dan. Predsednik republike Borut Pahor nadaljuje posvetovanja o novem mandatarju, predsednik SMC Miro Cerar pa nadaljuje koalicijske pogovore. Sestav se bo predvidoma z Desus in ZAB. Morebitni koalicijski partnerji pa danes pričakujejo tudi nov osnutek koalicijskega sporazuma. Najverjetnejši mandatar je po ponedeljkovih posvetovanjih pojasnil, da ga namerava Pahor za mandatarja predlagati v začetku prihodnjega tedna. Državni zbor bi o predlogu lahko odločal v petek prihodnji teden, tik predtem pa naj bi po nekaterih informacijah prihodnje koalicijske partnerice utegnile parafirati koalicijski sporazum. Študenti, ki želijo v prihodnjem študijskem letu pridobiti subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku, lahko oddajo prošnjo samo še danes, za podaljšanje bivanja pa do 20. avgusta. V vseh univerzitetnih središčih je na voljo več kot 14.500 ležišč. Vlogo za pridobitev subvencije lahko vložijo tudi kandidati, ki bodo opravljali maturo v jesenskem roku, in tisti, ki bodo prijavo za vpis na študij oddali šele po roku za oddajo prošnje. Letošnji Mednarodni dan mladih je osredotočen na duševno zdravje mladih in poteka pod geslom Duševno zdravje je pomembno. V Združenih narodih opozarjajo, da ima kar petina mladih, starih do 24 let, duševne težave. V Sloveniji je v zadnjih 10 letih samomor naredilo 90 oseb, starih med 15 in 19 let. Mladinski svet Slovenije ob tem izpostavlja težave mladih, ki ne morejo do varne zaposlitve. Prisiljeni so opravljati negotove oblike dela, kar jim med drugim onemogoča najetje posojila in osamosvojitev. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se v Sloveniji od leta 2004 povečuje. Potem, ko je pred 10 leti znašal 11%, je leta 2012 dosegel skoraj 40%. Statistiki tolikšno povečanje deleža ločeno zbranih komunalnih odpadkov deloma pripisujejo stopnjevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, deloma pa dejstvu, da so prebivalci čedalje bolj osveščeni. Ločeno se zbirajo papir in lepenka, steklo, plastika, kuhinjski odpadki, odpadki iz kovin, lesa, tekstila, jedilna olja in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, detergenti, baterije in akumulatorji, električna in elektronska oprema ter kosovni odpadki. Večina ločeno zbranih odpadkov se reciklira prednostno. Začela se je delna prenova Univerzitetne knjižnice Maribor. Zdaj, ko je knjižnica najmanj zasedena, izvajajo energetsko sanacijo zgradbe in prenavljajo prostore za uporabnike v 3. nadstropju, ki so večinoma namenjeni študiju in branju, ter del knjižničnih depojev in upravnih prostorov. Ustanova za uporabnike posluje okrnjeno, saj gradivo iz prostega pristopa v 3. nadstropju in del drobnih tiskov ter glasbene in kartografske zbirke niso dosegljivi. Prenova bo predvidoma končana do začetka novega študijskega leta, naložba pa je vredna dobrih 700.000 evrov. Na Ptujski cesti v Mariboru se je včeraj malo pred 4. uro popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri je življenje izgubila 24-letna sopotnica. Vzrok nesreče še ni jasen. Voznik, ki je bil na poti proti centru mesta, je nenadoma zapeljal v levo in trčil v podporni steber prometnih tabel. Kraj sta si ogledali pristojna državna tožilka in preiskovalna sodnica, ki je odredila izvedeniški pregled udeleženega vozila. Tako bodo ugotavljali, ali je bilo vozilo pred nesrečo tehnično brezhibno. Policisti so ugotovili, da je samo voznik v vozilu uporabljal varnostni pas, sopotnika pa ne. Deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo bo, jugozahodnik se bo okrepil. Predvsem na zahodu se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. V četrtek bo pretežno oblačno, sprva bodo padavine še pogoste, deloma kot plohe in nevihte, popoldne pa bo bolj suho. Sveže bo, v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne bodo občasne krajevne padavine. V Dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Tuja gradbena podjetja odžirajo posel maloštevilnim domačim gradbenim podjetjem. Zbor delavcev v Lenartu, v Preventu Halog se več kot 100 ljudi boji odpuščanja. V Juršincih širijo vrtec. Več vpisa naj bi imeli tudi zaradi popoldanskega varstva. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.